današnje evangelije kar dvakrat neobičajno. Lahko je nenavadno to, da vse Jezusove besede, še posebej beseda po vstajenju, so usmerjene v mir, razumevanje, dobroto, srčnost. Prve besede po vstajenju so mir vam bodi. In ko Jezus pošilja učence oznanja, jih pošilja z besedami oznanila, Božje kraljestvo se je približalo. Pozdravite mir, usmirja Boga. In tukaj pa ravno obratno. Prišel sem, da prinesem razdeljenost. Pa še ena druga stvar je, ki je zelo nasprotna temu. Bi bil na začetku Janez Krstnik s svojo posebno pojavnostjo, so ljudje pričakovali, zdaj se bo pa začela rešitev izpod zatiranja Rimljanov, pa sramotenja. Janez Krstnik tega ni naredil. Je prišel Jezus s pomočjo in čudeži, rekli, zdaj pa bo. Zdaj bo pa zbral eno četo, 12 mož je že imel, potem bojo pa še tudi se pridružili, zdaj se bo pa red naredil. In je Jezus jasno zavrnil, nisem prišel vzpostavljati zemeljskega kraljestva. Potem pa govori o meču. Taka velika nasprotja. Ampak se lahko pri tej Božji besedi vrnemo še v čas pred Jezusa, Kristusa, in to je prerok Jeremija, ki je tudi v prvem berilu en del njegovega življenja opisan. Jeremija je bil človek, ki je povedal resnico. Človek, ki je opozarjal na napake v družbi. Tak človek je, bom po domače povedal, tečen. Zato, ker je neprijetno za človeka, ki dela za svojo korist, sebičnost, tako kot po domače rečeno mu paše. In je bil Jeremija tečen. In so rekli, to je pa tista zvitost voditelju, kralja so imenovali, ta človek govori slabo za nas, ni dober za našo družbo. In kaj se je zgodilo? Kralj je rekel, v vaših rokah je. Kako nevarna stvar je, če človek pride v človeške roke. Dokler je človek v Božji roki, je navarnen. Ko gre iz Božje roke v človeške, takrat se stvari po navadi zelo poslabšajo. Na zunaj je bil v človeški roki, v notranjosti zvest resnici, pa je bil v Božji roki. In je bil tudi obarvan telesne smrti, posredovanje nekega človeka, ki je začutil, kakšna hudobija in zlo se dela. To nasprotovanje med dobrim in slabim, med svetim in grešnim, je prisotno, odkar je človeštvo na tem svetu. In to je ta meč, to je ta razdeljenost, to je ta napetost. Bila je pred Jezusom Kristusom. Jezus Kristus je na to jasno opozoril in je tudi v tem času. Je pa Jezus v tej priliki povedal tisto najhujšo stvar v najbolj posebnih stvarih. Oče in sin, mama, hči, ljudje, ki so najbližje, tukaj najbolj zaboli. In daj, ko tako slišim, recimo pri mladih, in kar dobro razumem, ko pravijo, težko je včasih izraziti, da živim kot veren človek v družbi, ker je posmeh ali celo zaničevanje. Kako je to težko za mladega človeka? Ampak kdo je zelo bližnji pri mlademu? Ko navadi sovrstnik, sošolec, če to zgubi družbo, kakje pa bo, se nima nobenega. Kako je težko včasih ohraniti, ker ta meč zareže vse dva človeka, ki sta blizu si, se trgata. Tudi verjetno ste vi kaj doživeli v življenju tudi kakšno poniževalno pa sramotilno besedo. Zaradi vere, ne zaradi slabih dejanj ali hudobije, zaradi vere. Kako to zareže, kako je težko.
in bolj zabolijo tistega človeka, ki nam je zelo blizu, kot nekdo, ki je oddaljen, ki ga še nismo nikoli slišali, pa nekaj reče, kar je težkega. In zelo sem bil presenečen, ko sem bil še bogoslovec v župniji, ki sem prihajal samo konec tedna, sem slišal z eno dekle, osebno pa nisem poznal. Bila je srednjošolka, kakšen 3. letnik srednje šole. In ta srednjošolka se je doma občasno staršem zlagala, da gre k sošolki se učiti. Naredila je pa to, da je šla k maši med tednom, ker nedeljo bi bilo preveč opazno. Med tednom, zvečer ob 7, je pa tak čas, da se tudi mladi družijo. Zato, ker so ji lastni starši zaradi duhovne neučljivosti, to sem prvi začutil, da je to možno, bili nasprotni, češ, glej, birmo imaš, ni treba zdaj še naprej. Ona je pa to čutila. 3. letnik srednje šole, to je starost 18 let. Da se to dogaja v naši družbi, to se dogajalo pred 22 leti. Kakšna napetost v lastni družini, kako je šla pot življenja pri tem dekletu na tem nič ne vem. Ampak ta obdobje sem pa začutil, pa se tu je današnje evangelij. Kako so druge stvari ali pa napetosti nasprotovanja danes med nami, so zelo različne. In če nimate večjih napetosti, bodite hvaležni, res veseli, da lahko svojo vero živite. To je velik dar, velik zaklad in dragocenost. In vedno je prav, da smo tudi pripravljeni na trenutke, ko je potrebno svojo držo, zgledom, včasih tudi z besedo izraziti tisto, kar čutimo, da je resnica, da je dragoceno. In ta napetost med zlim in svetim, med dobrim in slabim, je v našem življenju, med našimi bližnjimi. In to je ta meč, to je ta ogenj, ki očiščuje, osvetljuje in pokaže na stvari, ki niso primerne za človeka. In to je Jezus jasno izrazil, povedal, brez prekrivanja. In naj bo tudi ta Božja beseda nam tako v spodbudo, okrepitev, da bi lahko vera z veseljem živeli in to tudi izpričevali v današnji družbi. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovemo vero. Verjujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, spravnega nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi leti in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se odresil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil položen in tretji dan je na mrtvi vstal.